Nikakor ne drži, da je kakršnakoli subvencija 30 evrov. Drži pa to, da so šole dobile in bodo dobile kvoto sredstev, znotraj katere avtonomno razpolagajo. Odločile se bodo učitelji, starši, kaj naročati, predvsem pa pri tem slediti kakovostnim, to pomeni dobrim učbeniškim gradivom, učbenikom in seveda hkrati dosegati učne cilje. To je avtonomna odločitev in predlog učiteljev, ravnateljev oziroma potrditev staršev. Ali je po podatkih ministrstva bo 30 evrov zadostovalo za nakup učbenikov oziroma šolskih gradiv, dajmo tako reči, za prvi razred? Ponavljam, ne govorimo o nikakršnih 30 evrih, govorimo o izboru učiteljev, učiteljic, ki avtonomno odločajo o tem, ali bodo naročili učbeniška gradiva, če sploh, nekateri uporabljajo tudi že e-platforme, ali in do kakšne mere bodo izbirali določeno strukturo teh učbeniških gradiv oziroma učbenikov in predvsem, ali se bodo odločili sploh za nek komplet ali ne, ali bodo kupovali ločeno. Vse to je absolutno odločitev učiteljev in staršev. Šola dobi kvoto sredstev, znotraj katere izbira odgovorno, avtonomno, v skladu s cilji kakovosti, ki moramo slediti v vsakem razredu. Vemo, da so nekatere založbe pošiljale okrožnice glede tega oziroma interpretacije celo okrožnic ministrstev. Šole vedo, katera okrožnica je tista, ki je merodajna. Zato smo danes še dopolnili že preteklo okrožnico in dodatno obrazložili, kaj pravzaprav pomeni zdaj ta novi model, ki naj bo vzdržen in trajen. In najprej, prvič do sedaj, tudi v okviru te vlade, v resnici sistematično financiramo učbeniške sklade. In drugič, vsaj malo gremo nasproti staršem, tako da v prvem razredu ni potrebno plačevati za učbeniška gradiva. Točno to sem vas hotela vprašati, ko pravite pač interpretacije različne. V svetu kolektivov staršev pravijo, da torej šole, starši, založniki, vsi imajo svojo interpretacijo. Ali bojo starši morali doplačati, ali bojo šole v celoti krile prvi razred. Še same šole ne vedo dejansko, kako naj si razlagajo to okrožnico. Poglejte, popolnoma razumemo šole, ker gre za nov model, da bo več vprašanj. Na ta vprašanja tudi odgovarjamo v klepetalnicah, odgovarjamo seveda tudi njim neposredno v dogovoru in v pogovorih smo z ravnatelji, z Združenjem ravnateljev. Veliko smo diskutirali o novem modelu, o pristopu k novemu modelu, zato razumemo tudi zdaj, da bo veliko vprašanj strani šol. Vendar interpretacijo okrožnic oziroma celotnega modela seveda vrši ministrstvo. In kakšna je ta interpretacija zdaj v tej zadnji okrožnici, ki ste jo poslali danes? Da, seveda, šola dobi določeno kvoto sredstev, ki se preračuna na način, ki je tudi že naveden v okrožnici, znotraj te kvote sredstev zamenjuje tiste učbenike, ki so neveljavni in seveda kupuje nove učbenike oziroma učbeniška gradiva za prvi razred. Torej samo še to pod črto, ali lahko rečemo, da bodo gradiva za prvošolce brezplačna? Nikakor ne more biti brezplačna, ker če se kupijo, mora nekdo dati sredstva za to, da seveda gradiva so. Pomembno je, ali s tem obremenimo starše ali ne. Ne, staršev ne bomo obremenili z prvim razredom oziroma z stroški nakupa teh gradiv. Torej, če šole naročijo učbenike, ki so dražji od tega, kar bo ministrstvo prispevalo, bodo to krile same šole? To pa je avtonomna in odgovorna odločitev šole. Kaj bodo naročali in za kakšno ceno. Vemo, da so učbeniški kompleti med seboj zelo različni, tudi po cenah, tudi po kakovosti, da imajo seveda posamezna gradiva različne cene. Tudi učitelji so s tem seznanjeni. Vemo, da seveda založniki pristopajo do šol, kar je tudi razumljivo, saj ponujajo ta gradiva. Odgovornost je zdaj na šolah. Ravnatelji to vedo, tudi Združenje ravnateljev. Pogovarjali smo se o tem tudi starši. Mislim, da je prav, da res pričnemo z razumevanjem, kaj pomeni vzdržnost in trajnost. In prav je, da si sistematično določimo, kaj sledi v vsakem letu. Do sedaj, kot veste, te urejenosti ni bilo. Vsako leto smo iskali sredstva. Ko sem nastopila mandat, smo se odločili za gradnjo vzdržnega, trajnega modela. Zdaj pred nami in postopoma prehajamo vsakoletno financiranje na način, da bodo šole vedele, kakšna in kolikšna sredstva dobijo in seveda čemu so namenjena.